Mojca, izvoli. Se slišimo? Ja, kot sem na začetku dogodka spodobi, bom tudi jaz začela na začetku, in sicer bom v tej kratki predstavitvi predstavila začetke urbanega gozdarstva, problematiko definicije urbanega gozda in pa začetne rezultate ene take pregledne študije, kje so glavni fokusi, glavni poudarki raziskav v urbanem gozdarstvu. Zdaj, kljub temu, da kljub temu, da imamo v naslovu gozdarskih študijskih dni 25 let urbanega gozdarstva, seveda ne bom trdila, da se s tem področjem nismo ukvarjali že mnogo prej. Je pa res, da letos mineva 25 let, odkar je Slovenija sodelovala v evropski Cost akciji Urban Forests and Trees, ki je imela za enega od glavnih ciljev to, da so raziskovalci področje sinhronizirali, da so začeli usklajevati termine, definicije. Zdaj, od takrat naprej, je bilo še kar nekaj drugih Cost akcij na področju urbanega gozdarstva in evropskih projektov, kar nakazuje na to, da se področje zelo lepo in močno širi in razvija. Koncept urbanega gozdarstva se je pravzaprav pojavil že nekako v 60. letih prejšnjega stoletja v Severni Ameriki, in ena izmed prvih takih splošnih definicij urbanega gozdarstva prihaja z Univerze v Torontu, in sicer pravi, da se urbano gozdarstvo ukvarja ne le samo z mestnimi pa posameznimi drevesi, ampak pomeni tudi gospodarjenje z drevesi na celotnem območju neke urbane populacije. Zdaj, če malo razširim po Millerju, pa urbano gozdarstvo zajema umetnost, znanost in tehnologijo, upravljanje z drevesi in gozdnimi viri v mestih, zato da bi zagotovili določene koristi, ki jih gozdovi, drevesa prinašajo meščanom, ljudem. V grobem lahko področje oziroma dejavnosti urbanega gozdarstva razdelimo na 3 dele. Prvo je oblikovanje neke splošne politike, načrtovanje, oblikovanje. Drugi del zajema neke tehnične pristope, arboristiko, izbiro rastlin, vzpostavljanje novih površin, in tretji del upravljanje. Zdaj, teme urbanega gozdarstva so postale aktualne, zanimive nekako takrat, ko prebivalcem bližnjih mest oziroma naselij drevesa in urbani gozdovi niso predstavljali samo izključno ali pa pretežno proizvodne funkcije, se pravi lesa za kurjavo, za konstrukcijo, za lov, ampak tudi neke druge, bom rekla temu, ekološke in socialne funkcije. Se pravi, da je gozd začel pridobivati na pomenu tudi za preživljanje prostega časa, za sprostitev, za nek estetski pomen, za spremembo klime in tako naprej. Urbani gozd, zelo na široko, je vsota vse lesne in z njo povezane vegetacije v nekih poseljenih območij, pa to ne gre samo za večja mesta, ampak tudi za manjša podeželska naselja, zato ker tudi tam je funkcija podobna. To je pravzaprav urbani gozd je sistem, ki obsega vse gozdove, bom rekla gozdne ekosisteme, kot je na primer rožnik, manjše skupine dreves, kakor so v kakšnih parkih, in pa tudi posamezna drevesa, ki jih najdemo v ulicah, na trgih in tako naprej. Zdaj, a je to definicijo sploh mogoče zožiti? Definicija je malo problematična. Raziskovalci pa prostorski načrtovalci seveda hočemo za svoje strokovne izračune, pa zato, da narišemo zemljevide, karte, nedvoumno zaključeno en poligon, rečemo, to je urbani gozd, in ga vključimo v svoje načrte. Zdaj, v naravi seveda je
meja veliko bolj diskretna. Trdim, da mora definicija urbanega gozda pravzaprav slediti nekim namenom pa ciljem, ki jih želimo doseči z njegovim varovanjem, z njegovim upravljanjem. In tudi razumevanje nekega prostorskega obsega urbanega gozda, njegove zgradbe, ekologije, strukture je za nas raziskovalce tudi ključno, da lahko potem tudi vplivamo na usmerjanje neke razvojne politike in tudi na upravljanje teh gozdov. Definicija se seveda razlikuje po državah, je odvisna od kulture, od zgodovine, od ekologije in se tudi spreminja s časom. Včasih vemo, da je bil pač gozd blizu mesta vir lesa, hrane, danes pa ima druge funkcije, pretežno ekološke in socialne. No, zato največkrat opredelimo urbane gozdove po njegovi lokaciji, kakor že samo ime pove, urbani gozd. To je gozd, ki je v mestih, v bližini mest, in pa po njegovi funkciji, se pravi funkcije, tako kot sem že prej omenila, pretežno imajo neke poudarjene sociološke in ekološke funkcije. Seveda je pa pomembna tudi zgodovina. Nekateri gozdovi urbani gozdovi imajo tak dolg obstoj, dolgoletno tradicijo, nekateri od njih so pravzaprav že iz srednjeveških časov, kjer so imeli zelo tako očitno prepoznavno funkcijo, pa a je to šlo za neke revirje za lov, za plemstvo, tako kot na primer Tiergarten v Berlinu ali pa Hyde Park v Londonu, ali pa za sečno in pašo za meščane, na primer Epping Forest v Britaniji. Veliko gozdov seveda je opredeljeno, mestnih gozdov je opredeljeno z nekimi prostorskimi akti, z načrti, s predpisi. No, na tem mestu bi mogoče opozorila, da v Sloveniji še nimamo pravno določenega termina urbani mestni gozd, vendar pa neko specifiko pri upravljanju teh gozdov rešujemo s tem, da opredeljujemo gozdove s posebnim namenom v bližini mest, potem kot varovalne gozdove oziroma jih v gozdno-gospodarskih načrtih in poudarimo ekološke pa socialne funkcije. Raziskave na področju urbanega gozdarstva sodijo v zelo širok nabor različnih področij. Zdaj, če smo pred 25 leti se z tem področjem ukvarjali predvsem gozdarji, pa arboristi, pa morda še pridružene stroke, kot je krajinska arhitektura, krajinska ekologija, hortikultura, se danes v te raziskave res vključuje res zelo širok nabor različnih strokovnjakov, od urbanistov, politikov, komunikatorjev, raziskovalcev, ekologov, zdravstvenih strokovnjakov, sociologov, vzdrževalcev in tako naprej. Zdaj, v drugem delu predstavitve bi pa predstavila na kratko rezultate, in sicer, da bi ugotovili neke trende pa stanje razvoja urbanega gozdarstva doma, pa tudi v svetu, smo poskušali analizirati zaključna dela slovenskih visokošolskih pa višješolskih študijskih programov ter pa znanstvene članke v reviji Urban Forestry in Urban Greening. No, če gremo najprej na Slovenijo, v sistemu COBISS smo poiskali izključno besedo urbani gozd, urbano drevje, mestni gozd drevje z vsemi možnimi variantami. Vsa zaključna dela na prvi, drugi in tretji stopnji študija. Zdaj po pregledu smo v podrobnejšo analizo vzeli 88 enot in jih analizirali po ključnih besedah in tudi po temah, kam spadajo, v katero širšo področje. Zdaj, ker menimo, to smo naredili zato, ker menimo, da je število pa tematika zaključnih del eden od indikatorjev nekega razvoja strokovne discipline. Najpogostejše ključne besede so seveda brezsplošne, nekako so opredeljevale neke splošne termine, druga najpogostejše besede so bile pa lokacije, kjer so bile ta dela izvedena. Zdaj, iz tega lahko razberemo, kateri urbani gozdovi oziroma mestni predeli so najbolj raziskani v Sloveniji. Po pričakovanjih je to seveda Ljubljana, z Rožnikom pa Golovcem, sledi Celje, Maribor in pa Kranj.
Zdaj, kot zanimivost lahko povem, da največ zaključnih del je bilo narejeno na naši fakulteti, celo na našem oddelku za gozdarstvo. In tudi najpogostejši mentorji, preko 15 mentorstvi, sedite tukaj z nami v dvorani, profesor Pirnat, profesor Brus in pa profesor Oven. Z nekaj manj mentorstvi slediva pa jaz in pa pokojni profesor Anko. Druge besede, ključne besede bi lahko uvrstili v nekako področje upravljanja gozdov, metode dela, zdravje urbanih gozdov in dreves. Zelo veliko besed se navezuje na izdelavo katastra dreves in pa na socialne funkcije urbanih gozdov. Največ zaključnih del je bilo nekako narejeno v času, ko se je končala ta UKOST akcija, ki sem na začetku omenila, oziroma po izdaji knjige Urban Forest and Trees. In če se največ zaključnih del je imelo za primarni cilj izdelavo katastra in njegovo analizo na nekem izbranem območju. Zdaj, če se je pred 20 leti največ zaključnih del ukvarjalo z načrtovanjem pa upravljanjem zelenih površin, ta tema v zadnjem obdobju zopet malo pridobiva na veljavi. V zadnjem obdobju pa se dela bolj usmerjajo k problematiki sodelovanja z javnostjo, njenih pogledov na urbano gozdarstvo in njegovo upravljanje, in to, kar bomo še večkrat omenili, na splošno malo bolj družboslovnim področjem. No, da bi pa pregledali, kakšen je fokus urbanega gozdarstva, bom rekla, na malo bolj svetovni ravni, smo pa pod drobnogled vzeli znanstveno revijo Urban Forestry and Urban Greening, ki je po bibliotekarskih kazalcih trenutno najboljša revija z tega področja. V analizo smo vzeli vse članke od začetka izhajanja te revije 2002 do konca lanskega leta, in smo analizirali ključne besede in še nekatere druge termine. No, pri ključnih besedah opazimo, da se delež ključnih besed, ki jih lahko povežemo z področjem politike pa upravljanja z urbanimi gozdovi, s časom oziroma v času malo zmanjšuje. Močno pa raste delež ključnih besed, ki jih lahko povežemo z biodiverziteto in ohranjanjem narave. No, v nadaljevanju smo s programom VOS-VIVR analizirali pogostost in sopojavljanje terminov iz naslovov pa izvlečkov teh znanstvenih člankov po 3 obdobjih in jih vizualizirali. En tak primer vidite tukaj na platnu. Če so se v prvem obdobju članki ukvarjali predvsem z nekimi lastnostmi dreves pa koristmi, ki jih imamo ljudje od urbanih gozdov, se je kasneje fokus premaknil k nekim aktivnostim na zelenih površinah, na politiko, na podnebje, na načrtovanje. Zdaj, v zadnjem času je pa zelo veliko terminov s področja krajinske ekologije, aktivnosti v času pandemije, z dostopom in odnosom javnosti do urbanih gozdov, s participacijo, boj proti invazivkam. Pojavljajo se pa tudi nekateri novi termini, kakor so zelene strehe, zelene stene, ki so mogoče malo bolj popularni v zadnjem času. No, zdaj pa, da ne bom predolga, bi jaz mogoče malo povzela tokrat pregled. In sicer lahko rečemo, da je urbano gozdarstvo zelo širok pojem, da se področje intenzivno razvija in širi tudi svoj interes na druge panoge izven gozdarstva. Kot bo doktor Simonetijeva kasneje v predavanju poudarila, tudi mi zaznavamo v tej raziskavi, da se urbano gozdarstvo v svetu, v strokovni sferi močno približuje oziroma je tesno skupaj z upravljanjem zelenih mestnih površin. Nenazadnje to nakazuje tudi naslov revije, ki smo jo vzeli pod drobnogled, Urban Forestry and Urban Greening. Tako kot v življenju imamo tudi v znanosti malo modnih besed. V raziskavi smo ugotovili, da so v določenih obdobjih nekatere besedne zveze bolj poudarjene. In sicer, če sem na začetku svojega študija nekako poslušala o zeleni in sivi rabi tal v mestu, potem malo kasneje o zeleni infrastrukturi in zelenem sistemu v mestih,
Danes slišimo večino izrazov o nature-based solutions, se pravi na naravi temelječih rešitvah, če lahko tako prevedem. Tako da tudi v znanosti se mogoče pojavljam pač malo specifične besede po obdobjih. Zdaj, število znanstvenih del v Sloveniji na tem področju narašča, število diplom se je v zadnjem desetletju ustalilo, takrat na dobri desetini na leto, mislim na dobri 10 na leto. In tudi fokus tem urbanega gozdarstva se skozi čas spreminja. Zdaj, če so še članki v tej reviji Urban Forestry in Urban Greening pred 2 desetletjama bolj ukvarjali z nekimi aplikativnimi pa operativnimi znanji oziroma področji, se je njihov fokus zdaj v zadnjem desetletju preselil bolj na teoretična pa tudi humanistična področja. Zdaj, glede na našo raziskavo, na izsledke v zadnjem času lahko povem oziroma zaključim s tem, da naj bo urbano gozdarstvo predvsem večnamensko, integracijsko in pa participativno. Hvala za pozornost, pa če imate še kakšno vprašanje, sem na voljo zdaj in kasneje. Hvala, Mojca, za ta